Kako pa veš, kako mora biti velik lok? Ja, to je odvisno od vsakega posameznika, se pravi od tvoje višine, ker imamo dolžino loka in pa samo moč loka. In to, bom rekel, kombinacija, ki je prilagojena tebi ali pa njemu ali pa tvojim staršem. Torej je lok prilagojen vsakemu posebej? Ja, drži. To bo tako najboljše, ker moramo, se pravi, prilagoditi dolžino loka in pa samo moč. Sestavljenega iz srednjega dela, ki se mu reče ročaj, ki ima na sredini ali je zdaj kakšenkrat leseno ali pa tudi plastično ali pa kovinsko neko držalo, ki je oblikovano po roki. Potem imamo zgornji in spodnji, se reče krak, in pa te špagi se reče v lokostrelskem žargonu tetiva. Kaj pa je zaščito pri lokostrelstvu? Najbolj osnovna je tale ščitnik za prste, reče se mu tap. Nataknemo tole zanko na sredinci in ta usnjeni del skrbi za to, da nas tetiva ne reže preveč po prstih in da ne dobimo žuljev. Zato, da nas ne udari po podlahti, po roki, so pa takile ščitniki, ki si jih ravno tako nataknemo tole gor. Vedno se strelja iz neke navidezne, oziroma še boljše je, če imamo črto. Postavimo se z eno nogo čez črto, drugo za črto. S tremi prsti naredimo takole kljukico, tako da bi kljukico, kot da bi vrečke iz trgovine nosil. Ta dva prsta boš takole si prekrižal. Evo, tole naredimo tako. In zdaj boš pa sprednjo roko iztegnjeno dvignil proti tarči. Zdaj napneva do obraza in skozi tole pikico pomeriš v tarčo. Še pomeriš in streliš. Tako, lepo nataknemo gor. To različne barve, gleda stran od loka. Po koncu stojimo, sprednjo roko stegneš proti tarči in napnemo čist do nosa. Kar tetiva se ne nosa dotakne. Nad seboj. Strelimo. Evo ga. Vajen prvi strel. Super. Evo, prvi streli so uspešni za vama. Jaz predlagam zelo dobro. Tam je udarilo kaj, ki boli, nič. Super, evo. Pa imate še pa vsak dve pušici, pa kar poskusite ponoviti to, kar smo se zdaj naučili. Sprednja roka stegnjena v tarčo, napnemo do nosa. Evo ga. Super. Še v tarči. Tako. Spojimo s pomago in spustimo. Evo, super. Gremo kar lice. Temu papirju rečemo v lokostrelstvu lice, se pravi, ta del je tarčo, katero streljamo. In tole pa se reče lice, ki nam pomaga. Vsak krog ima svoje točke. Se pravi, tu se začne s 5, 6, 7, 8, 9 in 10 in tle noter imamo še en manjši krogec, ki ravno tako šteje 10 krogov, ampak ko zapišemo, ga označimo, kot da smo zadeli X in to pomeni, da si še boljši, kot če si zadel samo 10. Rekli pod brado. Evo. Pomirno. Ok. Spravi Zora, kjera je najboljša pušica? 8. 8 pa 6. Pa 6, ja, super. Ja, 22. Jaka? 9, 8 in 6. 9, 8, 6, bomo zapisala. Skupaj 23. 23, ja. Zaenkrat Jaka vodi za točko. Tako. A pa vi tekmujete za reprezentanco? Ja, v bistvu za reprezentanco tekmujem kot mladinec, kdaj me pa tudi v člansko pokličajo, pa tam dobro tekmujem. V katero tarčo boš pa streljal, pa koliko je oddaljena? No, jaz bom streljal na tisto tarčo, tam, ki je najbolj oddaljena, je pa 70 metrov. 70 metrov je malo dolga razdalja za gledanje s prostim očesom, zato imam jaz tukaj tak pripomoček, stativ pa daljnogled, s katerim lahko spotoma preverjam, kakšne zadetke imam, ne? Puščica čisti let in da res zadanje tja, ko smo namerili. No, evo. Očitno je veter malo pihal desno, kot vidite, imam vse na desni polovici tarče, ne? Zdaj sem dal jaz 9 pa 9 pa 8. No, tle imam še pripomoček, da lažje spulam. In jih pospravimo tuk in jo manemo.